Branko Grims je postal prvi evropski poslanec iz Slovenije izključen iz matične politične skupine. Da bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in da bom še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za vas, za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. Tomc pa nam je potrdila, da mu je odstop predlagala in sicer z namenom zaščite interesov SDS. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve. Bog vas živi, Bog živi Evropo in Bog živi našo domovino Slovenijo. Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP-ju veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo. Veliko prijateljev. Kaj boste vi zdaj ostali v SDS-u, kljub temu, da člane SDS-a? Jaz sem ustanovni član SDS-a. Kolikor je meni znano, je bil vezan na gospo von der Leyen, ki je sam osebno ne podpiram. Enkrat sem na njegovo zahtevo, pač tudi v dogovoru z njim umaknil podpis in potem nisem glasoval. Drugič ni bilo tega, sem bil pa zato udeležen sankcij. V zadnjem obdobju pa je bilo precej hrupa zaradi pač tega, ker sem sodeloval aktivno pri projektu EPP. To je ta za remigracijo, ker so se stvari v Evropskem parlamentu tudi v EPP vrtele v pravo smer. Si štejemo čast, če si je skupinica, ki poveličuje fašistične simbole in ki je prišla pred državni zbor kriminalcem izraziti podporo, za najhujšega ideološkega sovražnika izbrala mene, ker imajo prav, to tudi sem. Predsednica republike pa obsoja nacistične ikonografije in da homofobne izjave niso domoljubje ali skrb za varnost, ampak širjenje sovraštva in napad na demokracijo. Po mesecu dni vidimo, da obstaja resna potreba potem, da se ljudem predstavi alternativa. In ta alternativa z boljšimi, bolj strokovnimi, bolj vsebinskimi predlogi je točno razlog, zakaj vzpostavljamo vlado v senci. V sodelovanju bomo povabili ne samo pripadnike stranke Svobode, tudi ne samo pripadnike strank iz bivše koalicije, ampak tudi apolitične strokovnjake. Zagotovo v tej vročini je dobro, da je v senci, a ne da jim kaj ne prebija preveč. So stranke, ki zdaj želijo vzpostaviti vlado v senci, bili vlada, ki je ležala v senci od leta 2022 do 2026. In jaz sem prepričan, da če bi mi še vedno imeli vlado, bi z našimi argumenti uspeli prepričati tudi poveljništvo NATO. In zakaj sem v to prepričan? Ker sem ta načrt predstavil leta 2025 v Hagu, v prisotnosti takrat tudi ameriškega predsednika in generalnega sekretarja, in leta 2025 na naš načrt, na vrhu v Hagu, nihče ni imel pripomb. Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa oškodovanim delavcem in njihovim družinam, ki zaradi nastale situacije predstavljajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa. Želim, da veste, da ne skrivam popolnoma ničesar. Moje karte so popolnoma odprte. Hvala lepa, smo napovedali, da gospod ne bo odgovarjal na vprašanja, mudi se mu pa naprej na sejo odbora. Lahko samo to poveste, če boste kmalu odsotili. Kolega, žal bi, upam, da ne bo prišla ta nova na Ministrstvo za finance, prosi še za dodatnih, ne vem, koliko je bilo, 200 000. Ne bomo dali. A ste vi dali? Ne, hočem reči,
ne, mislim, to so neprimerne opaske, ki ste jih zdaj izrekli, tudi za bodočo direktorico, no, res. Ali pa za bivšega direktorja, oprostite. To so neprimerne opaske. Če govorimo o enakopravnosti in enakosti. Mislim, to pa je zdaj res višek vsega. Ne? Meseca februarja smo se mi pogovarjali točno te zadeve. Potem se je zgodilo, da so prišle volitve na dan. Na volitvah so ljudje pokazali, da jim je prav popolnoma vseeno, kaj sem jaz počel pri 20 letih, 23 let nazaj. Potrdili so mandat. Potem je še 48 poslancev pokazalo, da jim je popolnoma vseeno, kaj sem jaz počel leta 2003 in me je imenovalo ali pa izglasovalo za predsednika Državnega zbora. In če takrat ta medijski javni linč ni uspel, s kaj mislite, da vam bo danes?